Pozdravljeni. Danes bom govorila o Sloveniji. Namreč Slovenija praznuje rojstni dan in je tako kot mi entiteta zase, osebek zase, zato lahko pogledamo v njeno delovanje, rečem karma. Slovenija se je rodila pod karmo zrak. Element zrak predstavlja četrto od štirih, se pravi najtežjo vrsto karme. Kaj to pomeni? To je tako, kot če bi rekli, če narediš fakulteto, si pameten, če tega ne narediš, si pa pogrnil na celi črti. V tej državi najdemo na tako majhnem prostoru toliko ekstremno pametnih, vztrajnih in uspešnih posameznikov, da jih nima Amerika. Toliko znanstvenikov, toliko uspehov, ko dosežejo naši športniki, recimo, pa tudi na področju znanosti, razvoja, raziskovanja, podjetništva in tako naprej. Toliko dobrih ljudi, samo poglejte, koliko humanitarnih ljudi, koliko denarja se zbere, ko govorimo ko se sliši ali pa ko se propagira kakšna humanitarna akcija. Vsi radi dajemo, pomagamo in tako naprej. Ampak nekaj pa je, ko pa pogledamo šolski, sodni, zdravstveni sistem, pa vidimo, kot da smo padli na izpitu. Kaj sem za leto 2023 napovedala? Še vedno stojim za temi besedami. To je revija, ki je izšla prvi teden v januarju. Intervju sem pripravljala že v začetku decembra oziroma konec novembra. Govorim, da je nevarnost v zraku in da so možne, bi se reklo, nenadne vremenske pa tudi druge nevšečnosti. Namreč take ekstreme, kot jih letos doživljamo iz zraka, lani so bile v obliki požarov, predlani tudi, letos pa zrak na preizkušnji. Sprav enkrat ogenj, letos je zrak. In zrak predstavlja tudi uspeh naših športnikov, vsi tisti, katerih zrak požene, pa naj si bo to kolesarjenje, ker moraš tudi dobiti, bi se reklo, zrak, jadralstvo, ker se gre za tiste trenutke, In v tem kontekstu bom zdaj malo bolj natančno povedala za drugo polovico tega leta, da se znate pripraviti. Namreč, ko Slovenija praznuje rojstni dan, se nekako na novo rodi in začne se nov cikel. Ta cikel se začne, bi se rekli, za državo in vpliva na vse nas, v večji ali manjši meri ga začutimo. In takoj, ko bom razložila, v čem bo razlika med tem ciklom, ki je zdajle, takoj boste vedeli, aha, to je to. Pa začnemo. V glavnem, komu se bo, ker sem tudi že v revijo Dobra karma horoskop opisala selitve in vremenske vplive, ki je zdajle na prodaj, kam in kdaj dopustovati, nevarnost jedrske eksplozije, nelegalna uporaba orožja, dobra karma poletja. Bom zdajle se bolj natančno opredelila na to, kaj je pomembno v drugi polovici julija, ker se začetek, se pravi, ko se nekdo rodi, se še ne pokažejo tisti prav mega znaki, šele čez nekaj časa. In ker ima Slovenija rojstni dan 25. Evo, sem tudi rožice v ta namen kupila, da deluje bolj praznično. Junija, 25. junija bomo nekje šele v sredini julija začutili ta nov vpliv, ta novejši val. Namreč v akaške zapise sem odčitala nekaj
kar sem sicer že prej, ampak nisem vsega še dala v medije. In temu uspešno sledim tudi sama, zato mi grejo določene stvari dobro. Ker zajamem veter v jadra, takrat, ko piha, ne takrat, ko ga ni. V drugi polovici leta še vedno bomo v ciklu spoznaj sebe, se pravi, kdo sem jaz v odnosih, v državi, kdo sem jaz v moji vlogi. V drugi polovici leta bo pomembno, da smo podjetni, da smo ambiciozni, da smo si na jasnem sami s sabo, kaj hočemo in da v tej smeri tudi delujemo. Najslabše, zdaj ste pa vi na testiranju, da se obkrožite, a sem taka ali nisem. Ali sem tak ali nisem. Najslabše se godi ljudem, ki odlašajo, ki ne vejo, a bi, če bi, kaj bi, kako bi. Ki so preveč kompromisni. Se pravi, ok, pa ne bo po tvoje, pa spet po tvoje. Ki ignorirajo srčne občutke in sledijo izključno razumu. Najpomembnejše bo, da imamo pravi odnos sebe do sebe, kot avtoriteto v sebi. Dnevi okrog 21. junija, par dni prej in pole, bojo zelo močno na testiranju, kdo je naša avtoriteta. Mnogi ljudje so se v prejšnjih inkarnacijah zoperstavili šefu, zakonom, predpisom, državi, skupnosti in počeli stvari izven regul, izven normativov. Prevzeli zakone v svoje roke, hodili po meji zakona in tako naprej. Tukaj se kaže kar precej slabo za tiste, ki so to pač prinesli v to življenje, v to inkarnacijo. Če ste podjetnik in če ste že zdaj podjetnik, če veste, kaj hočete, bo druga polovica leta dobra, tudi za začeti nove stvari, dati nov produkt na tržišče, se predstaviti malo drugačnega, biti vodja sebe, svojega življenja, pokazati svoje ambicije, ki so do zdaj spale noter in čakale, v glavnem odlično za uspehe, za ljudi s hrbtenico. Za ljudi, ki imajo radi sebe, ki cenijo sebe in spoštujejo tako razumsko kot srčno odločitev. Znajo narediti tisti prav kompromis. Ampak tukaj znotraj vsega tega cikla ste posamezniki tudi s svojim ciklom. Se pravi, jaz imam svoj cikl, zame je vsako leto pomlad, recimo vedno v maju mesecu se najbolj razveselim češenj in špargljev. Vsako leto pa naredim nekaj novega z teh jedi. Jagode, češnje, šparglji. Vsaka pomlad je, bi se reklo, hkrati enaka, podobna, ampak ni ista. Tako tudi cikle ne doživljamo na enak način. In če poznaš sebe, svoje kvalitete, pa da si se dobro pripravil na tole leto, spucal za nazaj, splaniral za naprej, potem čestitam. Ampak kljub temu ti bom v osebni karmični prognozi, to je edina storitev, ki jo nudim v pisni obliki, še bolj natančno opredelila tvoj cikel. Povedala ti bom, katera izmed 12 skupin je tvoja dobra karma. Gledam, če imam knjigo, ki je v bližini. V kateri izmed 12 skupin pa je tvoja slaba karma.
Poleg tega, tisti, ki ste že naročili osebno karmično prognozo, ki vam velja do junija 2023, jo lahko od junija naprej za 1 leto in pol, vam bom poleg tega podarila še, kje je tvoj angel varuh, opis področja, kjer tudi če kiksneš, pa še enkrat kiksneš, pa še enkrat narediš napako, zmeraj se boš nekako pobral. In kje je tvoj demon, hudiček. To je tisto področje, ki rečemo, da je ko zakleto, to nam pa nikakor ne gre, pa se trudiš. Obstajajo ljudje, ki si tako zelo želijo, naprimer, selitev v tujino. Drugim uspe, njim ne. Ko da njim zavrnejo dokumente, ali glih takrat se spremenijo okoliščine, ali pa gre v tujino, pa nekaj se tam zgodi in pridejo nazaj in tako naprej. Se pravi, neko področje, ki je lahko ko zakleto. So ljudje, ki imajo tisto področje, ki je ko zakleto, kak še vejo, ne, ker tja jih pa res ne mika. Naprimer, biti javni govornik. Ne. Enih sploh ne mika in so radi v zakulisju, v tajnice, v pisarni, ne bi radi bili v ospredju. In to je čisto v redu. Področje, kjer imaš najhujše šibke točke, niti treba biti tako kot ostali. Se pravi, imamo angela varuha, imamo belega angela in imamo črnega angela. Po indijanski zgodbi obstaja v nas bel in črn volk. Bel predstavlja naše dobre lastnosti, črn pa naše slabe. In vprašanje je, kater preživi, tisti, ki ga hranimo. Se pravi, ne hranimo naše šibke točke, naše slabe lastnosti. Pač, pust primer, če imaš res hudička na področju selitev v tujini, potem ne sili, če ni to res nekaj, kar bi recimo po nekaj začasno, zaradi šolanja, izobraževanja, zaradi partnerja in tako naprej. Ampak to ti moram še osebno pogledati. Osebna karmična prognoza je na voljo s popustom in to 30 € popusta, ravno zdajle te dni, če naročiš set za branje dušnih kvalitet, v katerem dobiš tudi Nihalo Akaš, dobiš priročnik za konkretno delo, vprašanje in odgovore boš sam iskala, in na USB ključu več kot 7 ur predavanja. Tako, poglej mojo spletno trgovino, omgarden-shop.com ali na spletni strani omgarden.si. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole in se že veselim novega rojstva naše dežele, Slovenije in obenem tudi tvojega cikla, kjer ti lahko natančno pišem, kaj te čaka in to za 18 mesecev vnaprej.